Spoštovani in spoštovane, lepo pozdravljeni na predstavitvi monografije od deželnega do državnega zbora razvoja parlamentarizma na Slovenskem, ki je išla v lanskem letu pri založbi Družina v sodelovanju z Študijskim centrom za narodno spravo. Uvodoma se zahvaljujem knjižnici Dušana Černeta za gostijo, tako rečem v Trstu. Sem vesel, da lahko monografijo tudi tukaj predstavimo. Hvala seveda tudi deželnemu svetniku Marku Pisanju za pomoč pri organizaciji in ga hkrati tudi prav lepo naprošam za uvodno besedo. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, gostje, res lep pozdrav tudi z moje strani vsem prisotnim. In iskrena hvala, da ste se danes zbrali v tej dvorani, ki se nahaja tik ob stavbi našega deželnega sveta avtonomne deželje Furlanije in Ilirske krajine. Veseli me, da se prav tukaj v središču prostora, kjer Slovenci že stoletja živimo, delamo in sooblikujemo skupno prihodnost, srečujemo ob predstavitvi tako obsežnega in pomembnega dela, kot je monografija od deželnega do državnega zbora razvoj parlamentarizma na Slovenskem. Gre za skoraj 500 strani obsežno delo, ki z veliko natančnostjo in dovršenostjo osvetljuje zapleteni razvoj parlamentarizma med Slovenci. Od prvih deželnih zborov v habsburški dobi, prek različnih državnih ureditev 20. stoletja, vse do današnjih demokratičnih institucij. Knjiga s tem dokazuje, da slovenski parlamentarizem ni le pravni ali politični sistem, temveč del naše zgodovinske in kulturne identitete. Zelo pozitivno je, da monografija posebej izpostavlja tudi slovenske parlamentarce v Rimu, tako tiste iz časa pred drugo svetovno vojno, kot tiste, ki so delovali pod njej. S tem se priznava dejstvo, da je bila slovenska skupnost v Italiji vedno del širšega političnega prostora, z ljudmi, ki so v različnih obdobjih znali prevzeti odgovornost in glasno zastopati svoj narod. Za nas, ki danes delujemo v italijanskih institucijah, ima to posebno težo. Prisotnost slovenskega predstavnika v rimskem parlamentu ni samo vprašanje simbolike, temveč konkretnega delovanja in dialoga. Zato se bomo tudi prihodnje zavzemali, da se uresniči načelo zapisano v 26. členu zakona 38, ki predvideva olajšano izvolitev slovenskega predstavnika v senat in poslansko zbornico. To je ključno za resnično enakopravno sodelovanje naše skupnosti v političnem življenju države. To je vprašanje spoštovanja in ne privilegij. Hkrati lahko z zadovoljstvom pogledamo proti Sloveniji, ker je področje zastopanosti obeh narodnih manjšin, italijanske in madžarske, zgledno urejeno in kakor tudi izhaja iz znanstvene monografije doktorja Dejana Valentinčiča, je tudi na evropski ravni med najboljšimi, če že ne najboljše. Manjšini sta v slovenskem parlamentu zastopani stalno in neposredno, kar presega zaupanju in stabilnosti. Tudi ta primer kaže, kako pomembno je, da manjšine niso le varovane z besedami, ampak da imajo dejansko možnost biti slišane in so udeležene pri odločanju. Iskrena hvala gre urednikoma Tomažu Ivešiču in Neži Štrajnar, avtorjem prispevkov, Študijskemu centru za narodno spravo in knjižnici Dušana Černeta oziroma Ivu Jevnikarju za današnji dogodek. Ter vsem vam za vašo prisotnost. Hvala. Hvala lepa za vaše uvodne besede. Zdaj po programu je predvideno, da nekako jaz kot sourednik monografije predstavim, bi rekel, strukturo te knjige. Seveda tiste dele ali pa poglavja, ki so jih napisali pa kolegi, avtori, bom pa izpustil oziroma bom potem njim predal besedo. Se pravi, mogoče na kratko, da povem, kaj je bil nekako povod za monografijo, je to, da smo se pravi leta 2022 obeležili 30-letnico preimenovanja skupščine, socialistične skupščine
se pravi v državni zbor. In to je tist neke vrste zaključni akt vsej, bi rekel, te tranzicije, ki je tudi na tej simbolni ravni preimenovanja potem bila dokončno zaključena. Če govorimo za zgodovino Jugoslavije kot usodni datum 28. junij, ne od atentata v Sarajevu do vidovdanske ustave, do spora z Informbirojem in tako naprej, je za slovensko sodobno zgodovino to 23. december, se pravi z plebiscitom, leto kasneje je sprejeta slovenska ustava in še leto kasneje se skupščina preimenuje v državni zbor. Namen, se pravi, če je to bil, bom rekel, povod, je pa vzrok za monografijo bil pa ta, da nekako smo v zgodovinski stroki pogrešali en tak bolj konkreten pregled razvoja slovenskega parlamentarizma, s tem, da smo se hkrati tudi pa spogledovali s tem, ali lahko mogoče v nekih oblikah govorimo celo o protoparlamentarizmu na slovenskem, ki bi jih lahko zaznali ali pa videli v deželnih stanovih. In tukaj smo potem v precepu vzeli Kranjsko. Seveda pred tem je pa za nas bilo pomembno sploh razumeti, zakaj govorimo o zboru in zakaj govorimo o svetih. In zato je prvo poglavje od kolegice Alenke Jelovšek nekako namenjeno, se pravi, raziskovanju, kdaj se prvič pojavijo sploh izrazi, kot so zbor, svet, iz kod izvirajo, v katerih dokumentih se pojavijo in tako naprej. Potem sledi en sklop 4 avtorjev, ki so pokrili, se pravi, deželne stanove in zbore na Kranjskem. Se pravi Andrej Naret, kolega Vanja Kočevar, ko mu potem kasneje predal besedo, Matevž Košir in pa Jernej Kotar. Zdaj v zgodnjem novem veku, glede na to, da bo kolega Kočevar potem bolj podrobno govoril o tem, bi mogoče izpostavil samo to, da je bil nek interni ugovor za zgodnji novi vek ta, da seveda z današnjimi očmi ne moremo nikakor govoriti o nekih izvoljenih predstavnikih, ki zastopajo seveda te stanove in tako naprej, ampak tisto, kar se je pa meni zdelo pomembno, je pa to, da če razumemo parlament kot mesto srečanja, kjer se je potrebno izpogajati, in v tem primeru stanov govorimo, ne vem, o pogajanjih med stanovi in pa deželnim knezom o višini davka, pa lahko govorimo se pravi o tem mestu, kjer prihaja do dialoga, kjer prihaja do neke vrste, se pravi, pogovorov, ki na koncu privedejo do nekega želenega izida. Potem pa imamo prispevke od Igorja Grdine in pa Aleša Mavra, ki so povezani bolj z 19. stoletjem. Vemo, da je sredina 19. stoletja, 1848, to prelomno leto za narode Srednje Evrope, zaznamovano z nekim popolnoma novim razumevanjem politike. Tukaj seveda ne moremo niti mimo frankfurtskega parlamenta, kot potem tudi seveda dunajskega, in pa do tega preloma v razmišljanju takratnih vladarjev, ki nekako niso čisto povsem od začetka dojeli, se pravi, bi rekel, obsežnosti teh sprememb. Če vemo, da je pruski kralj zavrnil ustavo, rekoč, da iz blata ne bo jemal nemške krone, pa Ferdinanda, ki so ga svetovalci obvestili, da ljudje na Dunaju protestirajo, 1848 pa njegovo prvo vprašanje je bilo, ali ljudje to sploh smejo početi. Se pravi, sprememba v dojemanju politike, ki nekako pretrese 19. stoletje, do potem tudi pač zastopanosti slovenskih poslancev v Dunajskem parlamentu, kjer kolega Grdina imenitno potem opiše, se pravi, te njihove posege
v avstrijsko in s tem tudi slovensko politiko. Pa potem seveda Prva svetovna vojna in pa prehod iz Avstro-Ogrske v južnoslovansko državo in seveda kasneje v kraljevino SHS oziroma kraljevino Jugoslavijo, kjer pa se je temu posvetil kolega Jurij Perovšek z vprašanjem slovenskega parlamenta med svetovnima vojnama. Se pravi, v 20 letih za časa kraljevine SHS sta obstajala ljubljanska in pa mariborska oblast, vsaka z določenimi svojimi pristojnostmi, in pa za ustanovitvijo banovin, se pravi Dravsko banovino, pa seveda tudi svet z banom, ki zopet ima določene pristojnosti, tako da nas je tukaj zanimalo, dokam je segala moč teh zastopnikov v banskem svetu. Potem iz tega obdobja sledi poglavje kolega Renata Podbersiča o slovenskih poslancih v Rimu pred drugo svetovno vojno, kar bo tudi kasneje bolj podrobno slišano. In potem pridemo v bistvu že do druge svetovne vojne, kjer smo želeli videti dinamiko tako revolucionarne strani kot protirevolucionarne strani. Zato imamo tukaj prispevek kolege Damjana Hančiča o medvojnem parlamentarizmu revolucionarne strani, se posebej posvetil, se pravi, potem dogodkom v Kočevju 1943 in temu zboru slovenskih odposlancev, in pa prispevek kolegice Helene Jaklič o ustanovitvi slovenskega narodnega predstavništva na Taboru leta 1945 v teh samih izdihljajih druge svetovne vojne kot poskus vzpostavitve slovenskega demokratičnega parlamenta. Potem pa pridemo že v bistvu v obdobje po drugi svetovni vojni, kjer je sodelavka Jelka Piškorič napisala poglavje, ki je pokrilo, se pravi, obdobje od ljudske do socialistične skupščine, s tem, da se je seveda pač posvetila slovenski. Tukaj v bistvu skozi to obdobje nekih 4 desetletij v bistvu prikaže tudi razvoj skupščinskega dela, ki se precej razlikuje od začetka pa do konca. Vemo tudi na zvezni ravni, da v bistvu v prvem desetletju večinoma se zakoni samo potrjujejo, točno tako, kot so pač bili podani strani partije. Potem pa prve spremembe se že v 60-ih nakazujejo, s tem, da se že vlagajo določeni amandmaji in tako naprej. Potem v slovenskem primeru, naprimer, če izpostavim še posebnost začetka 70-ih, ta pobuda 25 poslancev, da bi mimo ustaljenega partijskega kadrovanja imenovala svojega predstavnika v zvezno predsedstvo, ki je neuspešna, in pa potem te posebnosti po sprejetju ustave 74, naprimer, da smo v Ljubljani imeli v skupščini naprimer tudi študentskega predstavnika oziroma predstavnika študentov in tako naprej. Potem sledi poglavje kolege Ive Jevnikarja, se pravi o slovenskih parlamentarcih v Italiji po drugi svetovni vojni, in pa še dva poglavja. Eno poglavje je od Leje Vrečko in pa Irene Selišnik, ki sta se osredotočali posebej na zastopanost žensk v politiki na Slovenskem, od socializma do demokracije. Vemo, da v bistvu se uvede volilna pravica prvič, se pravi leta 1943, ko se volijo ti odposlanci slovenskega naroda v Kočevju, in potem sta analizirala tudi pač zastopanost žensk v slovenski politiki od leta 1945 do samostojnosti. In pa tisto zadnjo poglavje, ki pa je v bistvu, če zdaj zaključim z tem, kar je bil uvod in pa nekak povod za to monografijo, se pravi 23. december 1992 kot konstitutivna seja Državnega zbora, je pa kolega Željko Oset naredil neki splošni oris razmer v obdobju 1989-1992, se pravi v tem prehodu iz socializma v demokracijo. Tako bi bil na kratek ta moj sprehod dolgega zgodovinskega loka slovenskega parlamentarizma.
pa predajam besedo, bomo šli kronološko, če se strinjamo, a ne, pač poklicna deformacija, ne morem mimo tega, pa bi prosil Vanjo Kočevarja, da nam predstavi svoje poglavje o Kranjskem deželnem zboru ob koncu 16. in v zgodnjem 17. stoletju. Ja, hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Na začetku bi se rad tudi lepo zahvalil organizatorjem za vabilo, ki sem se mu rad odzval. Povsem na začetku, se opravičujem. Hvala lepa. Torej, na začetku zgolj navajam raziskovalni program in projekt, v okviru katerih je nastala tako moja razprava o monografiji kot moj današnji prispevek. Zdaj, ker smo danes časovno zelo omejeni in ker založnik gotovo ne bi bil vesel, ko bi jaz povedal čisto vse, kar v razpravi piše, se bom tule omejil le na nekatere dele razprave, ki so tule na diapozitivu natisnjeni krepko oziroma so podčrtani. Kot je omenil kolega Ivešič, je moja razprava posvečena Kranjskemu deželnemu zboru v poznem 16. in zgodnjem 17. stoletju. Gre za pomembno epoho v slovenski zgodovini, malo več o tem v nadaljevanju. Sicer lahko povem, da je bil deželni zbor v habsburških dednih deželah v tem času, citiram, zasedanje deželnih stanov, ki ga je smel sklicati le deželni knez, njegov glavni namen pa je bil, da bi za obrambo dežele določil merilo vojaške obveznosti in višino denarnih prispevkov oziroma kontribucije, ki so jo odobrili deželni stanovi. Konec citata. Torej, kot je v monografiji opozoril gospod Andrej Naret, avtor razprave o začetkih Kranjskega deželnega zbora v 15. stoletju, je med poznosrednjeveškimi in zgodnje novoveškimi deželnimi zbori in sodobnimi deželnimi zbori, recimo v avstrijskih zveznih deželah ali pa tudi sodobnimi parlamenti, zelo malo vzporednic. Andrej Naret tu dodaja zelo malo vzporednic, razen v bistvu imena deželni zbor, Landtag v nemščini, pa občasno istega poslopja deželne hiše, Landhaus v nemščini. Tudi sicer so med deželnimi, kar vsekakor drži, med deželnimi zbori predmodernih in modernih obdobij so velike razlike. Tu je ena ključnih, da so pač današnja parlamentarna telesa osnovana na temelju koncepta suverenosti ljudstva, medtem ko je v predmodernih obdobjih vsaj do pojava razsvetljenega absolutizma dejansko suvereno deželno pravo. Poleg tega deželni zbori, kot sem omenil, ne temeljijo na konceptu suverenosti ljudstva, temveč na davčni prostosti plemstva. Nadaljne razlike med predmodernimi in modernimi, v navednicah parlamentarnimi telesi, so v tem, kot smo tudi danes že lahko slišali, da so moderni parlamenti pač voljeni, poslanci si mesto v državnem zboru pridobijo z mandatom, ki je dobljen na volitvah, medtem ko je v predmodernih obdobjih v zgodnjem novem veku članstvo v deželnem zboru odvisno od deželanskega statusa, tega so podeljevali sami deželni stanovi po kriteriju imetja v deželi. V deželnih zborih zgodnjega novega veka tudi ni bilo političnih strank, temveč so bili ti v primeru Kranjske razdeljeni na 4 kurje, malo več o tem v nadaljevanju. Deželni zbor v zgodnjem novem veku tudi ni stalen organ in tudi ni zakonodajni organ. Kljub vsemu temu pa jaz recimo v svoji razpravi opažam, da so v 16. stoletju deželni zbori vsled osmanske nevarnosti in pa širjenja protestantizma vendar pridobili tudi precejšen vpliv na deželno knežjo politiko in so tako obravnavali tudi gozdne, policijske, sodne, novčne, cestne in pa ekonomske zadeve. Torej bi si sam tu drznil reči, da opazimo kakšno paralelo več z deželnimi zbori, ki so sledili od 19. stoletja dalje, kljub temu pa vse prej omenjene razlike veljajo. Tule navajam glavne vire za preučevanje Kranjskega deželnega zbora v zgodnjem novem veku. Večino le teh hrani Arhiv Republike Slovenije, zlasti 3 fondi, in sicer
Vicedomski urad za Kranjsko, deželni stanovi za Kranjsko in pa zbirka listin. Gradivo pa lahko dobimo tudi, je raztreseno tudi v nekaterih drugih fondih in seveda tudi v nekaterih drugih arhivih. Tule na diapozitivu zgolj za zanimivost navajam prvo stran sejnega zapisnika Kranjskega deželnega zbora leta 1632, ki je začel zasedati v Ljubljani 30. maja. Kot obljubljeno, beseda o zgodovinskem kontekstu, se pravi, gre za turbulenten čas na prelomu 16. in 17. stoletja. Vojvodina Kranjska, osrednja slovenska zgodovinska dežela, je bila v tem času ena od skoraj 300 političnih entitet v okviru Svetega rimskega cesarstva, katernega skrajni jugovzhod je predstavljala. Poleg tega je kot dedna posest Habsburške dinastije sestavljala tudi nastajajočo habsburško sestavljeno monarhijo in pa realno in personalno unijo dežel notranjo Avstrijo s sedežem v Štajerskem Gradcu. Čas je bil tudi politično zelo napet, gre namreč za obdobje recimo temu političnega konflikta s konfesionalnim predznakom med katoliškimi vladarji iz vrst Habsburžanov na eni strani in pa pretežno protestantskim plemstvom v vrstah deželnih stanov na drugi strani. Pomemben dogodek z tega stališča je 1578, ko si štajerski, koroški in pa kranjski protestanti v Bruku na Muri od nadvojvode Karla izposlujejo široke konfesionalne koncesije, ki jih Karlov naslednik Ferdinand II., tule ga vidimo na diapozitivu, na to v času svoje vladavine postopno izniči. Ferdinand II., ki leta 1619 postane cesar in je v zgodovino zapisan predvsem kot Ferdinand II. Cesar in bomo rekli temu ena ključnih figur na evropskem političnem parketu v obdobju prvih dveh faz 30-letne vojne, je na to protestantizem na Slovenskem in tudi v drugih svojih deželah dokaj uspešno odpravil, malo več o tem nadaljevanju. No, kranjski deželni stanovi so na začetku obdobja, ki ga obravnavam v svoji razpravi, šteli približno 117 članov, vsaj tako kaže popis iz leta 1590, ki je do sedaj od vseh popisov stanov, ki jih poznamo za to obdobje, nemara najbolj zanesljiv. In sicer so stanovsko korporacijo sestavljale omenjene 4 kurje in številčno je izgledala situacija takole. 9 prelatov, 25 gospodov, torej višjih plemičev, 71 vitezov in oprod ali nižjih plemičev in pa predstavniki 12 deželno-knežjih mest. Na diapozitivu tule predstavljam prvo stran tega popisa. No, kot omenjeno, je vladavina Ferdinanda II. Globoko zarezala v stanovsko korporacijo na Kranjskem in na nek način lahko govorimo o delni menjavi elite. Cesar je namreč 1. avgusta 1628 na Dunaju objavil patent, ki ga tule tudi lahko vidimo na diapozitivu, s katerim je preostalo protestantsko plemstvo na Štajerskem, Koroškem in Kranjskem postavil pred izbiro spreobrnjenja v katoliško veroizpoved ali si selitve. Nekateri plemiči so se spreobrnili v katolištvo, kar kaže tule graf na diapozitivu, spet drugi so odšli. Po dosedaj znanih podatkih je Kranjsko zapustilo 32 plemičev. Vrzel, ki je z odhodom leteh nastala, pa je Kranjska stanovska korporacija do leta 1637 zapolnila s 40 novimi člani, kot ugotavlja češko-avstrijski zgodovinar Peter Matja. Toliko o tem. Kranjski deželni zbor je zasedal v Ljubljani in sicer v deželni hiši, ki so jo sodobniki imenovali Lontovš. Gre za recimo temu izposojenko iz nemščine, v nemščini se deželna hiša namreč imenuje Landhaus. Lontovš je stal na Novem trgu, svojo podobo je dobil v drugi polovici 80. let 16. stoletja, nato je preživel 2 potresa v 17. stoletju in bil v 70 letih 18. stoletja temeljito prezidan in je dobil tudi novo drugačno fasado. Nato pa je bila za večji del objekta usodna ta katastrofa imenovana velikonočni potres 1895, po kateri je bil večji del tega poslopja
porušen. Preostanek pa danes gosti Slovensko akademijo znanosti in umetnosti, kot to tudi lahko vidite na diapozitivu. Deželni zbor je zasedal v prvem nadstropju poslopja, v tako imenovani deželni izbi, Landstube v nemščini. Prostor je danes pregrajen in v enem delu je pisarna predsednika Slovenske akademije, v drugem tajništvo. Žal ne razpolagamo z nobeno likovno upodobitvijo zasedanja Kranjskega deželnega zbora, zato tehle upodobitev, ki jih bomo zdaj videli v razpravi, pač žal ni. Redke dežele se lahko pohvalijo s takimi upodobitvami, zato jaz tule sem, kako bi rekel, se poslužil štajerske pomoči. Gre za upodobitev zasedanja Štajerskega deželnega zbora leta 1728. Za Kranjski deželni zbor v Ljubljani pa je ohranjena ena upodobitev, oziroma se pravičujem, ne upodobitev, skica. Skica sedežnega reda pri dedno poklonitvenem deželnem zboru. Zdaj žal nimamo časa, da bi razpravljali o razlikah med obema vrstama. Zraven pa je upodobitev štajerskega, se pravi, tale bakrores prikazuje zasedanje štajerskega dedno poklonitvenega deželnega zbora. Iz malo mlajšega obdobja, gre namreč za leta 1728. Za konec, malo za šalo, malo za res, se pravi, zasedanje deželnega zbora je za Ljubljano pomenilo tudi družaben dogodek. To lahko sklepamo na podlagi poročila, ki ga je znameniti 9. ljubljanski škof Tomaž Hren leta 1606 poslal v Gradec in je v njem potožil, da so protestantski plemiči v Ljubljani, recimo temu, kršili postni čas, namreč prirejali so igre in zabave z trobentami in pavkami. In škof piše, da pač tako početje ne sodi v postni čas, da se pa to lahko počne v časih, ko recimo zaseda deželni zbor ali je v Ljubljani zbor gildne konjenice. Se pravi, na podlagi te škofove notice lahko sklepamo, da je bil deželni zbor tudi družaben dogodek za Ljubljano, ker se tu zberejo pomembneži z vseh delov dežele. In še nekaj sklepov, se pravi, obdobje ob koncu 16. in v zgodnjem 17. stoletju je čas, ko deželni knez doseže zmago v tem dolgotrajnem politično-konfesionalnem konfliktu. Plemstvo mora sprejeti njegovo katoliško konfesijo, pride do delne menjave elite, vendar pa novi sistem, če smem tako reči, nikakor plemstva ne odrine, ker dobi plemstvo nove, recimo temu, karierne možnosti v službi dvora. Poleg tega se stanovska kurija, kot je bilo rečeno, do leta 1637 dejansko krepi, plemstvo pa mora pač v skladu z načelom eklezija predsediti, prepustiti primat prelatom kot nadrejenim partnerjem. Z moje strani bi bilo to vse. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, dr. Kočevar. Bi mogoče kar nadaljevali še z drugima dvema gostoma. Naslednji bo kolega dr. Renato Podbersič, ki bo predstavil, se pravi, slovenske parlamentarce v Rimu po prvi svetovni vojni oziroma v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno. Ja, spoštovane gospe in gospodje, hvala za besedo. O tem marsikaj vemo, konec konca so tematike, ki so bile že obravnavane, ampak sintetično zbrano pa ni ravno veliko. Zdelo se nam je prav, če pripravimo pregled slovenskega parlamentarizma, da se nekako osredotočamo tudi na Slovence v Italiji kot največjo manjšino izmed meja Republike Slovenije. Tako da sva si z prijateljem in kolegom Ivotom razdelili, on je vzel povojno obdobje, torej po drugi svetovni vojni, jaz sem pa takrat s kolegom Maticem Batičem pripravljal za objavo Ščekove zapiske, torej dnevniške zapiske, in kot vemo, Šček je eden tistih, ki še danes nekako ohranja svojo dobro zapisanost v Rimu, vsekakor eden najbolj znanih slovenskih parlamentarcev v Rimu pred drugo svetovno vojno. Torej, moje delo je relativno lahko, poiskal sem literaturo, italijanščine je veliko, bodi si zapisnikov vsej raznih spominov, raznih protagonistov, kot že omenjamo tudi Ščekove dnevniške zapiske, in je rato en tak pregleden članek, ki pokaže, kako so se Slovenci
seveda soočali z parlamentarnim življenjem v času, ki je bil težak, ki je prinašal spremembe, predvsem pa je zaostroval razmere znotraj v Italiji tudi z izgubo demokracije in prihodom fašizma na oblast. Zdaj, sama knjiga dejansko se osredotoča zadnja stoletja, kot je kolega Vanja povedal, slovenskega parlamentarizma. Z njim se tudi naši rojaki srečujejo že pred Prvo svetovno vojno, torej že kot državno-zborski poslanci na Dunaju. Zadnje volitve so bile 1911 v avstrijski državni zbor, potem pa 10 let nič. Prišlo je Prva svetovna vojna, ko parlamentarnega življenja praktično ni bilo, do spomladi 1917, potem razpad monarhije in potem se 1918 znajdejo v neki drugi državi, za katero bi dal roko v ogenj, da si 90 in več procentov naših rojakov na Primorskem ni želelo. Znajde se ena velika manjšina, govorimo o približno 350 oziroma dobrih 350 tisoč po popisu prebivalstva iz 1921 Slovencev in Hrvatov, ki se znajdejo na tem območju. Najprej pod italijansko vojaško upravo, ko ni kakršnekoli možnosti, da bi sodelovali v italijanskem parlamentarnem življenju, ker niso bili italijanski državljani. Torej vojaška uprava, potem od avgusta 19 civilna uprava, potem nastopijo že italijanske volitve, prve po vojne 16. novembra 1919, pri katerih Slovenci ne sodelujejo. Potem pride do pogajanj, pride do podpisa Rapalske pogodbe novembra 1920 in takrat Slovenci potem postanejo, Slovenci seveda v Italiji, in govorimo skoraj o tretjini narodovega telesa, o četrtini ozemlja približno, ki pride v okvir Kraljevine Italije in seveda Slovenci po mednarodno pravni vključitvi v Kraljevino Italijo sodelujejo enakopravno na volitvah. Volitve so bile po eni strani, lahko rečemo, zadnje bolj ali manj demokratične, po proporcionalnem sistemu, na katerih sodeluje tudi Jugoslovenska narodna stranka, tako se je imenovala stranka, ki jo postavijo Slovenci združeni okoli gibanja Edinost, torej neke nadstrankarske institucije, ki presega strogo politični nivo. In ta Jugoslovenska narodna stranka se pokaže kot pravi, kaj bomo rekli, pravi uspeh. Šlo je konec koncev tudi na eni strani ne samo ta politični izkazovanje pripadnosti svojemu narodu, ampak tudi seveda glas tistega, ki je počasi že začel izgubljati pravice. Torej šlo je za manjšino. Treba je upoštevati dejstvo, da so bile te volitve opravljene v državi, ki je imela 508 poslanskih mandatov. Tem 508 poslanskim mandatom je bilo z volilnim zakonom še 27 dodeljenim novim deželam. Torej tistim deželam, ki pridejo po koncu Prve svetovne vojne v okvir Italije. Južnim Tirolcem, se pravi potem Trstu in pa seveda Istri. In pa seveda Goriški skupaj z delom Zahodne Krajinske, torej tisti konc okoli Postojne in Bistrice in Idrije, in pa seveda Koroška kanalska dolina. Torej to so bili novi kraji, mandati so bili razdeljeni po sledečem principu. Goriška je dobila 5 mandatov, Trst je dobil 4 mandate in Istra je dobila 6 mandatov. In seveda te volitve so bile proporcionalne, malo bolj zapletene, kot si danes predstavljamo. Volilni postopek je bil tak, da so volili na eni strani listo, na drugi strani so volili tudi preferenčni glas, torej posameznega kandidata. Če nekdo ni dal glasu preference, je šlo to listi direktno, drugače so šli pa zbirni glasovi in tisti pač, ki je dal več preferenc, tisti je prišel v italijansko poslansko zbornico.
Torej, treba upoštevati, da Italijani takrat še ne poznajo senata, senat uvedejo šele po drugi svetovni vojni za volitve 1948 kot zgornji dom parlamenta. Te volitve vemo veliko o njih, ker so protagonisti na eni strani Šček, na drugi strani kot za liberalce recimo Vilfan, potem časopisje, ki je bilo takrat zelo razvito, tako na Goriškem kot na Tržaškem, v Istri malo manj, je poročalo, naj si bo Goriška straža v Gorici kot Tržaška edinost, sledimo tem zapisom in pridemo do zanimivih rezultatov. Ampak že ob samem konceptu najave volitev je bilo treba pogledati, kaj so intelektualci tistega časa. In to je bila v glavnem primorska duhovščina, ki vztraja z narodom. Kot vemo, večina naših razumnikov je takrat zapustila to območje, učitelji, državni nameščenci, uslužbenci, tudi dohtarji. Duhovščina ostane. In recimo en tak primer, kaj je zapisal črniški dekan Alojzij Novak, ki je vodil dnevniške zapiske, in šlo je za človeka, ki je bil zelo izobražen, župnik Črniča v Vipavski dolini, se šolal pred vojno na Dunaju, tak zelo redoljuben avstrijski duhovnik. In bom citiral, ko Italijani razpišejo volitve, kaj on zapiše v kroniko spomladi 1921, citiram: tudi državnozborske volitve so nam razpisali in volilni imeniki so že razpoloženi. A po laški hinavski navadi nas niso še seznanili niti razdelitve volilnih okrajev, niti časa dneva volitev. To je država brez glave in reda. Konec citata. Pač posameznikovo opazovanje, posameznika, ki se je tudi vključil v volitve. Volitve, kot sem že pred par minutami rekel, so bile pravi volilni uspeh. Slovenci izvolijo 5 mandatov, torej 5 poslancev direktno v Rim. To je bil uspeh. To vsekakor se potem nikoli več ni ponovilo. Je pa res, da tudi taki obliki volitev, tako svobodnih, ni bilo več. Torej, izvolijo 4 kandidate na Goriškem in izvolijo potem tudi enega kandidata v Istri. Pravzaprav v Istri je bil tudi izvoljen dr. Vilfan, Tržačan, ampak ker je bil izvoljen že na Goriškem, je tisti mandat v Istri prepustil naslednjemu kandidatu Oliksu Stangerju. Torej, komunisti v tem sklicu ne dobijo nobenega parlamenta, naši parlamentarci v Rimu so izredno dejavni, no, nekateri bolj, nekateri manj. V približno dobrih 2 letih in pol, slabih 3 letih parlamentarnega življenja, do konca leta 1923 sodelujejo v razpravah, zavzemajo se za vse tisto, kar je pestilo Primorsko, tedanjo Julijsko krajino, Venecija Giulia, domačine po koncu Prve svetovne vojne. To je pa seveda razdejana domovina, Soška fronta kaže svoje vplive, torej veliko posegov parlamentarnih gre v smer obnove ožje domovine. Zgradnja vodovodov, cest in tako naprej, potem so manjšinske pravice, potem je veliko gospodarskih zavzemanj za razne zadruge, mlekarne, torej razne gospodarske obrate, ki so se tudi zaradi pritiskov in seveda kriz raznih gospodarskih znašli pod vprašajem. V tem času parlamentarnega življenja postavijo 92, takrat so rabili izraz interpelacij, mi bi rekli danes poslanskih vprašanj. Najbolj znan je bil Virgil Šček, ki jih je postavil eno polovico, 46. Poslansko klop si je pogosto delal tudi s samim Dučejem. Obstaja kar nekaj anekdot o dvobojih med Dučejem in pa Ščekom. Žal, prav v tem času, ko je Šček bil v Rimu, so njegovi dnevniški zapiski bodisi izgubljeni, bodisi še nismo našli. Skratka, nam manjka, to je bil človek redoljubja, človek, ki je bil zelo pronicljiv, ampak večina teh iz let 21 do konca 23, ko se preneha to poslansko obdobje,
dejansko jih ni na razpolago ali pa so zelo, zelo fragmentarni. Potem pridejo volitve 1924, to je že čas vzponejočega fašizma, ko dejansko govorimo samo lahko o neki prividu demokracije, pride tudi do boleče razdelitve znotraj manjšine, ki ne nastopi več tako enotna, kot je na prvih volitvah 1921. Kljub temu manjšina izvoli 3 poslance, enega recimo liberalnega, Wilfana, enega krščansko-socialnega, znamenitega odvetnika Engelberta Besednjaka, ki vstopi kot neke vrste nadomestilo za Ščeka, in tretji poslanec je, ki se pa nikoli ni oglasil v celotni poslanski dobi, goriški rojak oziroma Solkanc Josip oziroma Jože Srebrnič. Treba je pa upoštevati, da njega so fašisti že v času parlamentarnega mandata seveda poslali v konfinacijo, če se ne motim, na Ponco, ne? Mi se zdi, da na Ponco, bi mogel preveriti, ampak mislim, da na Ponco. Skratka, vemo, kaj se zgodi, to je bil zakon Acerbo, sprejet že leta 1924, ki je zmagoviti stranki omogočal, da je ob predpostavki, da dobi 25% glasov, dobi potem 2/3 sedežev v poslanski zbornici. To je bil zakon, ki je bil pisan na kožo fašizmu. Seveda se je potem zgodilo to, da fašisti dobijo 64% glasov, dobijo skoraj 2/3 glasov, kljub temu dobijo več kot 2/3 poslanskih sedežev. Imamo ničkoliko zapiskov o Wilfanu in Besednjaku, ki nastopata v parlamentu. Mogoče najbolj znan je tisti iz leta 1926, ko slovenski parlamentarci kljub temu, da večina opozicije, tako imenovana ventinska opozicija zaradi umora Matejotija, tega socialističnega poslanca, se umakne v abstinenco, se udeležujejo parlamentarnih zasedanj. Izpostavil bi znameniti govor Engelberta Besednjaka spomladi 1926, ko je zažugal Mussolinijo: vi nam lahko kratite osnovne pravice, vzamete šole, šlo je za posledico Gentilijeve reforme, ampak vedite, da se bo vsaka slovenska družina spremenila v slovensko šolo in vi nas nikoli ne boste uničili. Zdaj tako prosto prevedeno iz parlamentarnih zapiskov. To poslansko obdobje se zaključi konec 1928, potem pride spomlad 1929, pride do farsičnih volitev, na katerih Slovenci in tudi Južni Tirolci ne nastopajo več. Zakaj imenujem Južne Tirolce? Ker so podobno kot danes, in Damjan Trpin veliko povedal o tem, kako se sodeluje z Južnimi Tirolci. Tudi takrat so nas reševali, tudi takrat so sodelovali. To dejansko parlamentarno življenje ima že dolgo dobo. Za volitve 1924 zaradi fašističnih nagajanj seveda so se morali povezati, da so zadostili volilnim pravilom. Potem pa seveda oboji obstruirajo ta tako imenovani plebiscit za fašizem 1929, ki je le še privid parlamentarnega življenja. In potem je konec slovenske parlamentarne zastopanosti v Kraljevini Italiji do konca druge svetovne vojne in se šele obnovi s prvimi volitvami 1948 po drugi svetovni vojni, kar je pa že tema kolega Iva Jevnikarja. Hvala lepa, Renato, v bistvu so že krti naredil uvod, tako da sem predal mikrofon Ivo. Ja, hvala. To je seveda pisano predvsem za Slovence v Matici, ki ne poznajo toliko naših zadev. Večina prisotnih je sodoživljala marsikaj tega, kar bom povedal. Vsekakor, kot smo že slišali, v zadnjih letih Avstro-Ogrske sta tista dela slovenskega in hrvaškega naroda, ki sta po prvi vojni prišla v Italijo, z lastnimi močmi izvolila v Dunajski parlament 5 poslancev. Kot smo slišali, so potem na prvih parlamentarnih volitvah izvolili na istem območju Slovenci in Hrvati skupaj ponovno 5 poslancev na prvih volitvah, 24 pa samo 2 na slovenski oziroma jugoslovenski listi, enega na listi Komunistične partije Italije.
Po padcu fašizma in koncu druge svetovne vojne pa so bile v Italiji prve splošne in enake politične volitve, ki so zajele vse državljane, ki so dopolnili 21. leto starosti, tudi ženske prvič, volitve v ustavodajno skupščino 2. in 3. junija 1946. Volivci, kot vemo, so na sočasnem referendumu izbirali med monarhijo in republiko. Omenjenih volitev iz leta 1946 so se izmed pripadnikov slovenske manjšine udeležili le prebivalci Videmske pokrajine, torej Beneška Slovenija, Rezija in Kanalska dolina, ker državna pripadnost Tržaške in Goriške pokrajine do Pariške mirovne pogodbe še ni bila razčiščena. V naslednjih letih so si istočasno sledile volitve za poslansko zbornico in senat, torej za obe veji italijanskega parlamenta, ki imata skoraj identične zakonodajne in druge pristojnosti, in to vsakih 5 let, dejansko mnogokrat predčasno zaradi razpustov parlamenta ob raznih krizah. Mandat senata naj bi sicer do reforme leta 1963 trajal 6 let, vendar tega dejansko niso spoštovali. Zdaj je v teku 19. zakonodajna doba. Pravila o starosti, ki jo treba doseči za uživanje aktivne in pasivne volilne pravice, so se spreminjala. Danes imajo pravico voliti za oba domova parlamenta vsi polnoletni državljani, tisti torej, ki imajo 18 let. Za izvolitev v poslansko zbornico moraš imeti vsaj 25, za senat 40 let. Od prvih rednih povojnih volitev v rimski parlament leta 1948 do leta 1993, ko se je začel niz večkratnih volilnih reform, je skoraj brez sprememb veljal klasični proporčni sistem. Za poslansko zbornico, ki je do nedavna štela 630 poslank in poslancev, so državo razdelili na 32 volilnih okrožij. Število izvoljenih v vsakem okrožju se je spreminjalo glede na spremembo števila prebivalcev. Vsak volivec je ob glasu za eno izmed kandidatnih list lahko izrazil največ 4 preferenčne glasove za njene kandidate. Slovenci v Italiji smo bili razdeljeni na 2 okrožji, Videm, Belluno, Gorica in Trst. Za senat, ki je štel 315 senatorjev in senatork, ter omejeno število dosmrtnih, to so posebne podrobnosti, pa so volilna okrožja predstavljale italijanske dežele, razdeljene v uninominalne ali enomandatne volilne enote. Kandidat je bil torej že napisan na glasovnici in se preferenčni glasovi niso dajali. Furlanija Julijska krajina je bila od prvih senatnih volitev v Trstu, ki so bile šele leta 1963, do reform, ki so se začele leta 1993, razdeljena na 7 volilnih okrožij. Avtohtoni Slovenci smo bili razdeljeni na okrožja Trst 1, Trst 2, Gorica, Videm, Čedat in Tolmeč. Letnica 1963 ima svoj pomen. Saj so se po mirovni pogodbi parlamentarne volitve redno vršile tudi v Goriški pokrajini, ne pa na Tržaškem. Vse je bila tukaj do leta 1954 cona A svobodnega tržaškega ozemlja. Po letu 1954 pa je italijanska država le postopoma uveljavljala svojo suverenost na Tržaškem. To se je kazalo tudi na volilnem področju. Če so bile na Tržaškem prve povojne volitve za poslansko zbornico šele leta 1958, so bile za senat šele leta 1963. In z letom 1963 se začenja tudi zgodba povojnih slovenskih članov italijanskega parlamenta. Po razmejitvi so se seveda številčna razmerja ob italijanski vzhodni meji spremenila. Spremenila pa sta se tudi ideološka podoba Slovencev v Italiji in način nastopanja na volitvah. Na volitvah od leta 1963 do 2022, torej do zadnjih volitev, je bil vedno izvoljen v poslansko zbornico ali v senat po en pripadnik, oziroma je bila izvoljena pripadnica slovenske manjšine, a vedno na listi Komunistične partije Italije ali njenih naslednic, ki so si z različnimi imeni sledile po koncu Prve italijanske republike oziroma po padcu Berlinskega zidu. Prvi 3 izvoljeni predstavniki do leta 1987 so bili zavedni Slovenci, vendar iz ožjega kroga kominformističnega ali Vidaljevega vodstva KPI, ki je bilo šele
ki je bilo še po normalizaciji odnosov med Sovjetsko in Jugoslavijo zelo kritično do Titove politike in Titovih somišljenikov v Italiji, tako imenovanih Titovcev. Stališča so se postopoma omilila. Stranka je bila v obdobju Prve republike oziroma hladne vojne v strogi opoziciji v parlamentu in na krajevni ravni, če odmislimo manjše slovenske, tržaške in goriške okoliške občine. Koliko je to vplivalo na nereševanje slovenskih manjšinskih problemov, je še vedno tabu tema. Nedvomno pa so slovenski komunistični parlamentarci v nenaklonjenih okoliščinah dosegli tudi nekaj pomenljivih uspehov na tem področju. Nekomunistični del manjšine je s svojimi strankami glede parlamentarnih volitev ubiral dokaj zapleteno pot, ki je tu ni mogoče obnavljati. Na Goriškem ga je ves povojni čas do leta 1975, ko so jo razpustili, predstavljala Slovenska demokratska zveza. Na Tržaškem so bile sprva 4 samostojne slovenske stranke. Od leta 1962 pa predstavlja ta nekomunistični del manjšine zbirna stranka Slovenska skupnost, ki je leta 1975 v Furlaniji Julijski krajini skupaj z novo nastalo Goriško skupnostjo dobila sedanjo deželno razsežnost. Zagovorniki samostojnega političnega nastopanja Slovencev so se od primera do primera odločali ali za bojkot parlamentarnih volitev, za podporo krščanski demokraciji, to je veljalo na Goriškem, prosto izbiro somišljenikov, samostojni nastop s tradicionalnim simbolom lipove vejice, volilno povezovanje s strankami drugih manjšin ali s podporo slovenskemu kandidatu levice ali leve sredine. Nikoli pa jim ni uspelo izvoliti svojega kandidata. Ko so bile 28. aprila 1963 prvič na tržaškem volitve v senat in v poslansko zbornico, je bil tržaški vodja KPI Vittorio Vidali, ki je bil že na prvih poslanskih volitvah v Trstu 58. izvoljen za poslanca, izvoljen tudi v senat. Okrožje Trst 2. Torej izvoljen tako v senat, okrožje Trst 2, kot v poslansko zbornico. S pričo nezdružljivosti obeh mest je izbral senat. V poslansko zbornico je kot prva neizvoljena na tržaški poslanski listi KPI prišla Marija Brnetič. Vidal je prejel 7151 preferenčnih glasov, Brnetičeva pa 4463. Kot rečeno, so se takrat lahko izrazile 4 preference, zato kandidata nista nastopala kot alternativni izbiri in partijski tisk je Brnetičevi že vnaprej napovedoval izvolitev. Slovenski kandidati so bili tudi na drugih listah za poslansko zbornico v Tržaškem okrožju. Skupna slovenska lista, kar je bilo prvotno ime za slovensko skupnost, ki se je oblikovala za občinske volitve v Trstu leto prej, je polna Ilana predstavila svojo listo za poslansko zbornico in prejela 5679 glasov ali 2,6%. Preferenčni glasovi njenih 4 kandidatov pa so bili naslednji: Milan Starc, zdravnik, 250, Alojz Rebula, 125, Josip Terčon, 54 in Milan Sosič, 51. Za senat je skupnost svetovala belo glasovnico. Samostojna slovenska stranka SDZ je na Goriškem ponovno podprla kandidata krščanske demokracije v zameno za obljubljene ukrepe v korist manjšine. Ker se je leto prej razpustila neodvisna socialistična zveza, ki je združevala tako imenovane Titovce, je bila močna volilna propaganda usmerjena na nje. Nekateri njeni predstavniki so se javno opredelili za KPI, večina kadrov za socialistično stranko Italije, del volivcev je glasoval za slovensko stranko. Primorski dnevnik je pozival k glasovanju za, navednicah, delavski stranki. Na tržaški poslanski listi socialistov je Josip Pečenko prejel 565 preferenčnih glasov. V poslanskem okrožju Viden Gorica Beluno sta za KPI kandidirala Slovenca Jože Jarc, 491 preferenc v celotnem okrožju, torej tudi v Benečiji, in Marija Selič, 462 preferenc. Za socialiste pa Ivo Marinčič, 811 preferenc v celotnem okrožju.
Marija Brnetič, ilegalno ime Marina, se je rodila 14. marca 1902 v delavski družini v Trstu, kjer je tudi umrla 1. marca 1993. Po poklicu je bila sprva šivilja, potem pa partijska funkcionarka. Že leta 18 je stopila v sindikalno gibanje, leta 21 pa v komunistično partijo Italije. Zaradi političnega dela so jo leta 22 obsodili na 2 leti zapora, vendar je na to z ilegalnim delom nadaljevala. Leta 31 so jo spet aretirali, a jo je posebno sodišče za zaščito države oprostilo, dobila je le opomin. Leta 32 je postala članica Zveznega komiteja KPI, naslednje leto pa se je pred tajno policijo umaknila v Francijo. Delala je zlasti med italijanskimi ženskami in to pod imenom Anna Ferri. Leta 37 jo je KPI začela pošiljati v Italijo zaradi krepitve organizacije, vendar je bila leta 39 v Genovi aretirana in mučena. Posebno sodišče jo je naslednje leto obsodilo na 16 let zapora. Po kapitulaciji Italije se je septembra 1943 vrnila v Trst in ilegalno delala kot Marina. Vendar so jo novembra spet aretirali, zasliševali in mučili na sedežu Kollotjeve tolpe. Sodelavci so jo rešili zapora, maja 1944 pa je šla v partizane v Slovenijo in politično delala v italijanskih enotah, tako na Primorskem kot v srednjem delu Slovenije. Maja 1945 se je vrnila v Trst in stopila v mestni odbor komunistične partije Julijske krajine, pokrajinski narodno-osvobodilni odbor in antifašistično slovansko-italijansko žensko zvezo. Po ustanovitvi komunistične partije Svobodnega tržaškega ozemlja leta 1947 je bila članica njegovega izvršnega odbora. Po sporu zaradi Kominforma je postala zelo tesna sodelavka Vittorija Vidalija in članica vodstva njegove komunistične partije. Kot predstavnica stranke je bila izvoljena v Tržaški občinski svet na volitvah leta 52, 58 in 62. Leta 63 je sledila že omenjena izvolitev v poslansko zbornico, kjer je ostala do konca mandata leta 68. V poslanski zbornici je bila Marija Brnetič najprej članica Komisije za zunanje zadeve in izseljence, nato Komisije za ustavno vprašanje, državni ustroj in tako dalje. Gre za zelo pomembni komisiji, v katerih je delala ob takratnih najvidnejših italijanskih politikih, tudi poznejših predsednikih države ali vlade, Saragat, Pajeta, Forlani, Togliatti, Fanfani, Nenni, Scalfaro, Lamalfa, Almirante, Ingrao, Cossiga, Nilde Iotti in tako dalje. Uradni dokumenti o predloženih zakonskih predlogih, scenografski in velikokrat le sintetični zapisniki posegov v komisijah in na plenarnih zasedanjih so tiskani, tudi prosto dostopni na spletnih straneh poslanske zbornice. Vendar je treba vedno upoštevati, da se politični rezultati dosegajo tudi z neuradnim dogovarjanjem in pogajanji, tako da javno dostopni dokumenti ne nudijo celovite slike o opravljenem delu in morebitnih dosežkih. To bi znal naš deželni poslanec tukaj povedati, kakšen amandma njegov posvoji predstavnik večine, gre skozi, je njegova zasluga, ampak pripravil ga je naš človek, recimo. Ne? Vsekakor je iz uradne dokumentacije razvidno, da je bila Marija Brnetič prva podpisnica enega zakonskega predloga o tržaški avtonomni pristaniški ustanovi, skupno z drugim poslanci pa je podpisala še 25 drugih zakonskih predlogov. Število poslanskih vprašanj iz dokumentacije ni razvidno, o njih pa je sproti poročal tisk. Oktobra 1965 je poslanka Brnetičeva na primer vložila vprašanje, zakaj se ne spoštujejo manjšinske pravice, ki izhajajo iz londonskega memoranduma. Vsekakor je v razprave v komisijah in zbornici posegla 18krat, tako Srebrenic smo slišali pred vojno, še enkrat ne. Nekajkrat izrecno glede pravic slovenske manjšine, zlasti glede šolske problematike in krstnih imen. To je zanimivo poglavje. Ko je bil leta 1964 v obravnavi predlog, da se črta fašistično določilo z leta 1939, ki je italijanskim državljanom prepovedovalo, da bi dajali svojim otrokom tuja krstna imena, je nastopila proti besedilu,
ki je bilo takrat v obravnavi, da bi črtali fašistično določilo, ampak to besedilo je predvidevalo, da se vsekakor pri tujih imenih upoštevajo le črke italijanske abecede in dodatno še črke J, K, X, Y in dvojni V, ne pa šumniki in podobno. Ter je predložila popravek, da se upoštevajo še slovenski in hrvaški šumniki. Razprave so se potem še dolgo vlekle in junija 1966, torej 2 leti kasneje, je imela poslanka daljši govor o krivicah, ki jih je utrpela slovenska manjšina pod fašizmom, o absurdnosti fašističnega prisilnega poitalijančevanja imen in priimkov, a tudi o sodobnem neizpolnjevanju manjšinskih pravic, o pravici vseh staršev, da za otroke prosto izbirajo imena. Tistega dne je bilo sprejeto besedilo vladnega popravka, ki je dopuščalo rabo prej omenjenih 5 črk, otrokom iz kakorkoli priznanih jezikovnih manjšin, rečeno, pa dodatno priznavalo pravico, da se pri njihovih imenih uporabljajo specifične črke njihovih jezikov. Torej, ta zakon je zakon 935 iz leta 1966. Po Mariji Brnetič, ki ni več kandidirala, so bili italijanski parlamentarci slovenskega rodu poslanec Albin Škrk, dvakrat izvoljen za KPI leta 68 in 72, senatorka Jelka Grbec, vedno KPI, izvoljena v letih 76, 79 in 83, torej sami prekinjeni mandati, senator Stojan Spetič, KPI leta 87, senator Darko Bratina, tu je že sprememba, Demokratična stranka Levice leta 92, progresisti leta 94, Oljka leta 96. Senator Mitja Volčič, Oljka, izvoljen na nadomestnih volitvah po Bratinovi smrti leta 97, senator in poslanec Miloš Budin, Levi demokrati Oljka, izvoljen leta 2001 v senat, za Oljko izvoljen leta 2006 v poslansko zbornico, a je istega leta odstopil, ker je postal doslej edini slovenski podtajnik v kaki vladi. Senatorka in poslanka Tamara Blažina, za Demokratsko stranko je bila leta 2008 izvoljena v senat, leta 2013 pa v poslansko zbornico. In končno senatorka Tatjana Rojc, Demokratska stranka, izvoljena leta 2018 in 2022, ter še v tem mandatu torej. Seveda bi bilo za en pregled potrebno pregledati vse delo teh poslancev, sem se omejil na prvo, Brnetičevo, ampak recimo že poslanec Albin Škrk v težkih časih je dosegel 3 zelo pomembne zadeve. Dopolnilo šolskega zakona iz leta 1961, ki pa je šlo v zgodovino kot zakon Belčič-Krk, ker ni mogel en opozicionalc sam imeti zakona, je tudi krščanska demokracija dala svoj popravek, tudi s prispevkom Demokratske zveze in tako dalje, ampak šolski zakon dopolnjen. Uvedba slovenščine v kazanskem postopku leta 1974, ampak to je šlo za pooblastilni zakon, ki je potem postal zakonik ali zakon o kazanskem postopku šele leta 1989. In uvedba televizijskih sporedov družbe RAI, torej javne radiotelevizije, tudi v slovenščini. To je šlo v zakon reforme RAI leta 1975, ampak prvo oddajo smo imeli 1. maja 1995, torej 20 let kasneje. Vsak tak zakon ima zelo zanimivo zgodbo. Recimo za televizijo se je Škrk pogajal z Andreottijem, recimo, je on dal eno roko takrat, ampak seveda ni smel biti samo zakon popravek opozicije, se je vedno prikazalo malo drugače. Z letom 1993 so se začele volilne reforme z uvajanjem večinskega sistema, omejevanjem preferenčnih glasov, spreminjanjem okrožij. Ustavna reforma iz leta 2020 je znižala število izvoljenih senatorjev v Italiji od 315 na 200, v Furlaniji Julijski krajini od 7 na 4 in poslancev od 630 na 400, v Furlaniji Julijski krajini od 13 na 8. Ni pa zagotovila nobenega resničnega jamstva za zastopanost Slovencev, kljub
zaščitnemu zakonu, o katerem smo slišali in tako dalje. Izvolitev slovenske senatorke leta 2022 je bila sad izključno dobre volje državnega vodstva Demokratske stranke. In če ne bo prišlo do bistvenih novosti, za katere se marsikdo trudi, ampak nekateri tudi krepko nasprotujejo, če ne bo prišlo do bistvenih novosti, se torej zgodba slovenskih parlamentarcev v Italiji nagiba k koncu. Hvala lepa, Ivo. Imamo nekaj časa za vprašanje iz publike, točno 12 minut, pravi Ivo. Tako da lepo prosim. Premalo je poudarjeno, ampak Podberšek je tokrat poudaril pogum, ki so ga imeli ti poslanci slovenski v tistem obdobju. Po zapisnikih sej je neverjetno, kako so napadali Dučeja v tistih pogojih, ko je cela poslanska zbornica rjovela proti njim. Kako je Duče z njimi govoril, ne? Ali pa njegov Finci že v prvem obdobju, kako sta se čudila pogumu teh poslancev, še zlasti Besednjaka in Ščeka, in tudi Ščeka. In tudi to, da so bili pogumni tudi po umoru Matteottovem umoru. Medtem ko drugi so bili na Aventinu, ti so neverjeten pogum. Je dobro, da ste tako poudarili. Ja, se strinjam z vami, pogum ima tudi znanje. Neverjetno dunajsko izobraženi. Ja, tudi. Plus tega so fascinirali z znanjem tudi drugih jezikov, tudi se vidi francoščine, diplomatskega jezika, z nemškimi kolegi južnotirolskimi so se v tekoči nemščini pogovarjali, tako so vsi študirali na Dunaju, ne. Tako da to jim je omogočalo res dobiti neko famo, se vidi tudi po zapisnikih in to, zapisniki so konec koncev prosto dostopni danes, da so bili izobraženi, sprejeti in tudi upoštevani. In konec koncev sem omenil, da obstaja kar nekaj anekdot, ne, med njimi tudi ta, da je Duče rekel, anekdota, ki ni dokazana, ampak vendarle kaže duh prostora in časa, vsi so osli, ne, razen Ščeka. Vsi so osli v tej zbornici poslanski razen Ščeka. Ni rekel Ščeka, pa je rekel Sceka, ne, ampak dobro. Kakšni medklici v parlamentu proti njim, ne, proti Ščeku, je neverjetno. In da se razumemo, Aventin je bil protestni prikaz, tako da, ampak je bil tudi strah teh poslancev. Je res, tudi Šček se je bal, se to zapiše. Tudi so imeli dodeljeno spremstvo policijsko, Italijani si niso upali privoščiti, da bi še kakšnega pospravili parlamentarca. Šček piše v leta 27, ko je bilo že konc, ko je šel recimo v Rim, da so ga spremljali Besednjak isto. Je pa dejstvo, da te naše može in fante zelo presenetilo, deklet žena takrat ni bilo zraven pri političnem življenju še, je zelo presenetila neurejenost države. Oni so vendarle prišli iz nekega sistema, ki je vladal Ordnung und Disziplin pod Avstrijo, v neko okolje, ki tega ni poznalo. Ne? In to se vidi iz njihovih spominov, da so bili zelo presenečeni, ko so se spopadali z rjovenjem, kričanjem in tudi pretepi v rimski poslanski zbornici. To je Šček, ko še ni bil poslanec, je bil dopisnik Goriške straže na prvih sejah v Rimu in je o tem pisal. Ampak recimo tudi Vilfan, ki zdaj ni bil omenjen, ker on je bil bolj umirjen gospod, odvetnik, starejši in tako dalje, ampak kako je on polemiziral z Džunto, ki je sežgal Narodni dom in njegovo stanovanje tudi, ne? In ki ga je srečeval tukaj v Trstu, ker je imel Džunta tudi odvetnik, pisarno tam, kjer je pepilo zloveno. Veste, gospod Opelt, kot je rekel Ivo, to je knjiga, ki ne opisuje vsega, ampak poskuša slovenskemu bralcu, ki vendarle teh detajlov ne pozna, te podrobnosti ne pozna, dati en tak
pregled slovenskega protoparlamentarizma preko parlamentarizma do danes in se nam je zdelo posebej pomembno, da vključimo jaz kot Goričan, Ivo kot Tržačan, tudi to našo komponento, bodi si medvojno kot povojno, ker je vendarle gre za skupen slovenski kulturni prostor. In mislim, da ko delamo skupaj s Tomažem pa ostalimi kolegi, vedno poskušamo dogodke organizirati tako, da so tudi v Trstu ali pa v Gorici, ali pa da če se v Ljubljani ali pa kjerkoli drugje, da dejansko pokrijemo celoten slovenski kulturni prostor. Ker če se sami ne bomo cenili, nihče ne bo cenil. In če sami ne bomo obdelali tistega, kar je bilo del naše zgodovine, naše preteklosti, mi kot zgodovinarji drugi ne govorijo sa svojega stališča, pač bomo sami si zabili avtogol. Zato ima ta knjiga mogoče malo bolj fragmentarno, mogoče malo bolj pregledno, ampak vendarle tudi vključeno slovensko parlamentarno življenje. Manjko je, želeli smo, pa nismo nobenega dobili, da bi tudi avstrijsko. Tega ni. Ampak takrat pač ni bilo nobenega zadobiti, ki bi to bil pripravljen narediti in mogoče kdaj v prihodnosti, bomo rekli, nostra culpa, bo treba pač pripraviti za kakšno drugo, ker smo imeli poslance na Dunaju, tudi pred vojno in potem po vojni. In če res ni nobenega vprašanja več, se vsem tako nastopajočim kot vsem prisotnim in pa seveda še posebej deželnemu svetniku prav lepo zahvaljujem za današnji dogodek in upam, da se zopet vidimo v kakšni drugi priložnosti v Trstu. Hvala lepa.